Spomnim se, ko smo praznovali 5 milijard downloadov, 10 milijard downloadov. Naše aplikacije so bile trenutno po zadnjih številkah downloadane, se pravi inštalirane, skoraj 27 milijard inštolujemo. Se pravi, vsak na svetu je, če gremo zelo poenostaviti matematiko, igral vsaj 3 naše aplikacije, pa še nekaj več. Ne se omejevati s procesmi in dajati točnih navodil, temveč zaposluj boljše ljudi od sebe. Išči boljše kadre, išči boljše načine in ves čas inoviraj. Kako lahko Slovenija prosperira v današnjem svetu? Pa Slovenija že prosperira v današnjem svetu. Sam preveč govorimo samo o negativnih stvareh, koliko se ne da, in pozabljamo na super zgodbe, ki so tukaj. Po eni strani je Slovenija super država za živeti, pa ful hitro lahko zarasteš na vzor, na drugi strani je pa samo okolje poslovno, sploh za neke nove panoge, ni najbolj poslušno. Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Bika za roge. Tokrat ponovno odgovarjamo na vprašanje, kako lahko Slovenija prosperira v današnjem svetu. In danes je z menoj Jernej Česen. Živa? COO, se pravi, kako rečemo temu, vodja operative. Član uprave za področje organizacije skupine. Ok. Človek je pain in the ass vsem ostalim. Wow, kako slikovito, Jernej. Se pravi, v Outfit 7, ne? V podjetju si od leta 2015, prej si bil pa v Mercatorju, ne? Zadolžen za controlling, na koncu celo strateški controlling, če se prav spomnim. Ne? Točno to je. Ja. Sicer pa oče, mož, navdušen plesalec, motokrosist in downhill kolesar. Ja, v bistvu prek so se pogovarjali, sem ti rekel, da sem tako navdušen zbiratelj titana v kosteh in vseh ostalih neumnosti, tako da, ja, tu bilo nekaj tazga. Kje najdeš čas, Jernej? Se ga ne najdem, se ga moram vzeti. Zmer manj, tako da vse tiste stvari navdušenje ostaja, časa za vse tiste stvari je pa manj, se pa tako, so taki valovi, zmer pride nekaj novega in treba iskati neke nove izzive. Vse je v prioritetah, ne? Čas si vzamemo, ne? Jernej, prva stvar, no, ki sem te hotel vprašati, se pravi, Outfit 7, leta 2017, januarja, mislim, da je bilo, se podjetje proda, velika zgodba, mislim, da je bila cena, omenja se, da je bilo okrog milijarde dolarjev, ne? To je bil prvi slovenski startup unicorn, ne? Potem slišimo, da se pravi, kupilo ga je eno kitajsko podjetje, potem pa se je podjetje prodalo naprej podjetju, zdaj ne vem, če prav to izgovoril, Zhejiang Jinke. A sem to prav izgovoril? V bistvu mi jih kličemo Jinke, to je matična družba, v bistvu pa vsa zgodba prodaje je sam tukaj relacija Outfit 7, ki je mednarodna zgodba. Tukaj v Sloveniji trenutno je dejansko sam eden od produkcijskih studijev. Drugače je podjetje bistveno večje kot skupina, se pravi tukaj imamo studio, ker je headquarter na Cipru, na Kitajskem, v US-u, v UK-u, v Indiji, tako da je lokacije ogromno. Je pa res, da v Sloveniji je eden od večjih produkcijskih studijev, ki se kliče Ekipa 2. In to je to. Prodano je bilo pa samo eni družbi, se pravi tu je Jinke, ki se je pa potem preoblikovala, ker je tu večji koncern v GK Entertainment, ki pa združuje dejansko mobilne aplikacije in zabavno industrijo, locirani so pa na kitajskem trgu. Ja. Se pravi, v bistvu, če sem te prav razumel, je isti lastnik zdaj, kot je tudi takrat kupil. Tu vse je zmeri eni in isti ljudje, isti lastnik. Okay. Sam tok za jasnost. Je bilo pa to najprej kemično podjetje? To sem zasledil v publikacijah. A to je res? Kitajska je zelo specifična glede tega, kako se razvija. Jinke, en del, ki še zmeraj obstaja, ki je sicer ločena zgodba, se ukvarja s kemično industrijo, se pravi delajo na hladilnih tekočinah za hladilne motorje avtov, delajo tudi na čistilih. Druga stvar je pa, kot je Kitajska v tistem obdobju intenzivno investirala in tudi njihova strategija v mobilne aplikacije, v dejansko zabavno industrijo in to je bil njihov denarni tok, ki so usmerili v diverzifikacijo portfelja. Ok. Zdaj, par zanimivih podatkov, no, se je meni zdel. Mesečno naj bi imel
pol milijarde uporabnikov outfit, ne? Se pravi, da pol milijarde uporabnikov je, ne da je vsak mesec, ampak tako v povprečju mesečno, da je okrog pol milijarde uporabnikov, ne, če prav razumem. V bistvu lahko greva z drugimi številkami, bo mogoče lažje. Okay. Vemo, kakšna je populacija svetovno. Govorimo tam do 8 milijard. Naše aplikacije so bile trenutno po zadnjih številkah downloadane, se pravi inštalirane, skoraj 27 milijard inštolujemo. Se pravi, vsak na svetu je, če gremo zelo poenostaviti matematiko, igral vsaj 3 naše aplikacije, pa še nekaj več. Na mesečni ravni, ja, na največjem piku je bilo v naših aplikacijah vsaj enkrat noter skoraj pol milijarde ljudi. Tu so aktivni uporabniki. Na dnevni bazi govorimo tudi do 30 milijonov uporabnikov, ki naše aplikacije igrajo. Talking Tom & Friends, to je ta slavni Tom, pa vsi njegovi prijatelji, je najbolj močen brand, ko govorimo znotraj mobilnih aplikacij. Zdaj tukaj lahko damo taka nefair primerjava. Frozen, vsi poznamo, koliko je močna. Znotraj mobilnih aplikacij je prva izbira tukaj Talking Tom. Po številu uporabnikov in tem, kako je percipiran. Kaj je še druga taza? Vse se gradi okoli enega brenda, majhne skupine ljudi, oziroma zelo agilnega studija, in to je tisto, kar nas definira. Naš način dela, to smo mi. Ne, pa še en podatek sem opazil, se pravi, številka 1, brand je bil številka 1 v gaming industriji v zadnjem desetletju. Ja, to je pa od vsega začetka. Ko je Tom prišel ven, do zdaj še zmeraj ostaja tam. Njegova popularnost raste, ostaja stabilna in to je tudi ena stvar, ki ni nastala samo po sebi, temveč je bilo zelo dost vzdrževanja, kuracije oziroma delana zelo jasna strategija, ko jih hočemo doseči. Okay. Kje pa je bil Talking Tom, recimo takrat, ki je bil še slovenski, pa danes, recimo tako, lahko malo tako narediš neko primerjavo o številkah, da si lažje predstavljam. Ful smešno, da je bil Talking Tom slovenski. Talking Tom je bil zmeraj globalen, ki ga ne moreš lastiti. Prej smo govorili o tolikih inštolih, tolikih uporabnikih, spravi, da je bil ven na trg in uporabniki so ustvarili Talking Toma. Aplikacija je takrat bila popularna, takrat so začeli dejansko smartfoni sploh postajati popularni. Jaz sem bil hud zagovornik BlackBerryju. No, nisem hotel migrirati na smartfon. V enem trenutku sem po pisarnah slišal samo tisto skrečenje po ekranih, mjavkanje, polkanje in to je bila aplikacija Talking Tom. Bil je v pravem trenutku, pravem času s pravim produktom, ki je zadovoljil neko nišo in od takrat je vse skupaj raslo naprej. Če jaz zdaj primerjam in takrat, bi si upam reči, že takrat, ko so lansirali začetni ustanovitelji vsega skupaj, samo idejo ven, bistveno večji in bolj močen, ker dejansko ni bilo nobenega pametnega konkurenta na trgu sploh. Zdaj je pa situacija malo drugačna. Ok. In recimo tako, v zadnjih 10 letih, naprimer, koliko je bilo takrat recimo uporabnikov oziroma downloadov, recimo? A tle se da narediti kakšno primerjavo? Koliko je v teh 10 letih, kako se je razvijalo podjetje in brand? Spomnim se, ko smo praznovali 5 milijard downloadov, 10 milijard downloadov, tako da to se je razvilo v zadnjih 8-10 letih. V zadnjih letih pa te stvari, številke še bolj hitro rastejo navzor. To je pa povezano s tem, tudi kakšna je ratala dostopnost interneta, dostopnost smartfonov do svetovne populacije, vendar prihajamo od enega tega stropa, silinga, ker ga dejansko se ne da preseči. Vsi imamo že dostop do tega, se pa naše navade spreminjajo in tukaj prihaja do nekih novih trendov, ki jim bo treba tudi slediti. Kakšnih trendov pa naprej? Konkurenca je višja, način je drugačen. Jaz bi rekel tako, prej si omenil, da sem delal prej v Mercatorju. Mislim, da je ta industrija popolnoma ista, kot je bila trgovina, zato govorimo o trgovini. So vse industrije, ko pride v neko zrelo fazo, prihajajo v iste cikle. Ključno je, da dobiš uporabnika, pa da se ne z njim obnašaš kot vse ni važno, kaj bo z njim, temveč zna zanj poskrbeti, mu dati tisto, kar išče in ga zadržati v svojem ekosistemu. Kako ga pa zadržiš? S tem, da si iskren do njega in da daješ visoko kvaliteto in dodano vrednost, nekaj ti vidiš, temveč ki jo on prepozna v tebi. Kako se je pa Outfit 7 spremenil, ko ste dobili novega lastnika? Zanimiva stvar je, da Outfit 7 se ni spremenil popolnoma nič. Zakaj? Ker lastnik je kupil podjetje z namenom investiranja in videl je dodano vrednost v podjetju. Ni jo videl v produktu, videl je v ekipi, v načinu, kako se delajo te stvari
in vidijo veliko dodano vrednost v sinergijah, ki jih prej ni imel, predvsem za kitajski trg, pa tudi globalno. Kaj se je z nami spremenilo, sam tudi, da smo rasli kot ekipa na globalnem nivoju, in da delamo več produktov in jih delamo na drugačen način, ostajamo pa zvesti temu, kar smo bili. To so pa načela, principi, na katerih Outfit 7 deluje od vsega začetka. Ker tako bi si mislil, da je bilo na začetku to bolj tako, bi rekel, neko kot razvojno podjetje, bolj neko delavniško vzdušje. Da pa verjetno, ko enkrat podjetje zraste do te velikosti, ki ste zdaj, je pa verjetno veliko več temelji na procesih pa temu. Ali tukaj je prišlo do kakšne spremembe? Spet te mar razočaral. Procesi so fajn, ker ti dajo neke tako zdravo smernico in da znaš ene stvari poenostaviti, vendar ti, če hočeš biti uspešen, mora biti tukaj predvsem usmerjenost v ljudi. In people mindset first je naš način. Ne se omejevati s procesmi in dajati točnih navodil, temveč zaposluj boljše ljudi od sebe. Išči boljše kadre, išči boljše načine in ves čas inoviraj. Zdaj tudi te primerjave delavniško pa start-up okolje, se mi ful ne fair, oziroma prevečkrat zlorabljena ta termin, kaj je zdaj ta start-up okolje pa neka garaža. V bistvu te majhne ekipe imajo ful več problemov, kot jih ima neko zrelo podjetje. In zdaj, če imaš sisteme, če imaš neko tehnologijo, ki ti omogoča vse te stvari preskočiti, jo izkoriščaj. Lahko pa ohraniš zmeri ta mindset, način delovanja, ki je start-upovski. Ali pa je tak, smo pravim, način bande. Ko ni več onega, kdo je višji, kdo bo zdaj delegiral stvari, temveč pusti kreativnost, da gre naprej, vendar zmeri ima odgovor, zakaj hočeš neko stvar delati. In na ta način pa stvari ratejo dosti boljše. Okay, se pravi, kljub tej organizaciji, procesom in podobno, ste uspeli obdržati visok nivo inovativnosti, če te prav razumem. Ne? Kako vam je to uspelo? Rezultati govorijo sami zase. Tako da, ali je tu zdaj visok nivo inovativnosti, se mi, da tukaj smo predvsem temeljili k temu, da se ne omejujemo in rečemo, tu je v tem, v čemer smo dobri, pa ne iščemo drugih stvari, vendar se ves čas dela na temu. Zdaj po angleško, eden od principov naših je do the right things and do them in the right way. Lahko je prava stvar delati najvišjo kvaliteto, najbolj kvaliteten produkt. Če uporabniki tega ne iščejo, pa jim tu zaseda preveč prostora na telefonih, lahko dobiš način, kako jim daš isto kvaliteto na dosti bolj efektiven način. Če imaš iste ljudi, kot si sam, s tem ne boš omogočil rasti naprej, ker boš delal zelo tako tunnel vision varianto, silo se. Če pa iščeš ljudi, ki so totalni disruptorji včasih, tudi prinaša nekaj novega. To je tako zmeraj frišna, ker je zmeraj fajn, da dobiš noter. Pa da se znaš umakniti in prepustiti drugim prostor, da vlečejo vse skupaj naprej. Kar je pa tudi ena od glavnih stvari, ki se ves čas, ki je konstanta znotraj outfita. Ni ljudi, ki bi sam delegirali, temveč vsi znamo zavihati rokave in delati na stvarih. To je tista stvar. Zdaj, tako, se mi zdi, da v Sloveniji določen del populacije jih skrbi, da ko pride tuj lastnik, da bo vse kupil in potegnil ven iz Slovenije in da bo ta stvar zaživela nekje drugje, v Sloveniji ne bo pa nič več. Tle pri vas se to ni zgodilo. Se pravi, del podjetja je ostal v Sloveniji, čeprav, kakor te razumem, je bil že itak prej globalen, ampak velik del je še vedno v Sloveniji. Kjere funkcije so v bistvu ostale tukaj, kaj pa se je porazdelilo drugje po svetu? Vse funkcije so bile globalno postavljene. Glavna centrala je na Cipru z velikim studiem tam, tako da ta primerjava Slovenija, ki je zunaj Slovenije, je spet tako popolnoma irelevantna. Kje pa ta strah, kje je šlo ven, kje ni šlo ven. Inovativnosti ljudi ne moš preseliti, ne moš jim ukraditi njihova mindseta in domestiti z nekom drugim. Tako da te stvari so ostale tam, kjer so bile, s tistimi ljudmi, kjer so. Ali tu delujejo na Kitajskem, ali delujejo v UK-u, ali v US-u. Stvar je, da se morajo povezati med sabo, komunicirati in slediti isti strategiji. Tako da tu vprašanje ali pa strah, ki se ga omenil, pride nov lastnik, vse pobere ven, to je spet stvar, kaj pobere in kakšno je podjetje od zadaj. Lastnik, dober lastnik bo zmeraj zasledoval dodano vrednost. In vlečnega konja ti ne boš izmovzil do konca, ga ubil, temveč moš dal še boljšo hrano in še več treningov, da bo rato še boljši.
Tako da Outfit 7 ni osamljeno podjetje, ki je bilo kupljeno, ki je bilo dano ven na globalnem nivoju, na slovenskem nivoju. Pulimo slovenskih podjetij, ki so bila prodana, pa rastejo še zmeraj kot samostojna. In bodo še rasla naprej. Zaradi tega, ker je tukaj znanje zbrano. In ni tistih omejitev. Doskrat pravim, da je naša mentaliteta Slovencev. Doskrat se preveč govori o tem, da smo kot eni liter kalimero, ki se damo v kot, se poveznemo z neko kapco gor in jočemo, koliko je vse nefer in noben ni pošten do nas. V resnici pa nagremo ven in rečemo tako, klinc, jaz bom pa zdaj tu proval, upam si. Se tu sem jaz. Kako pa vaši lastniki vidijo Slovenijo kot gospodarsko okolje? V bistvu se lastniki ne omejujejo na to, od kje podjetje prihaja, temveč kaj tu podjetje nudi in kaj je ustvarilo to podjetje. Tako da tukaj zdaj, ali je tu Slovenija, ali je Italija, ali je Avstrija, če sem jaz nosilc kapitala, bom gledal, kje dobim te prave kadre, neko že dodano vrednost, nek produkt in kako ga bom razvijal naprej. In če vidim, da je ta ekipa, ki sem jo kupil ali pa sem vanjo investiral, prava ekipa, bom to stvar sam še ojačal in gradil naprej. Če pa vidim, da je tu sam produkt, ki pa nima potencijala za se razvijati, a bom vzel kot osnovno sredstvo, neopredmeteno, predmeteno, odvisno kaj je, in ga razvijal pod svojim okriljem. Lastniki so ponovadi, če so strateški lastniki, tisti, ki znajo stvar, ki je že tam, dati na potenco in odvihniti na vzhor. In to je lastnik, ki ga hočeš imeti. Nočeš pa imeti nekoga, ki bo sam stisnil vse, kar je možno ven iz tebe in pa rekel, čau vragaci, grem po svoje. In vaši lastniki so to prvo, recimo? Lastniki so prvo, zakaj? Ker je tudi njihov premium, ki so ga plačali za to, izhajal iz strateških sinergij, ki so jih videli v nas. Prej so se pogovarjala, Outfit 7 obstaja tak nespremenjen od vsega začetka, še rastuje, tako da jaz si upam trditi, da so to prvo, imajo pa tudi svoje izzive in svoje stvari, pa naše mnenje, ki bi bilo bile drugačne, vendar so to stvar lastnika, ki upravlja s kapitalom. Kaj pa zakonodaja, na primer slovenska? Koliko jo vidijo kot nekaj, kar prispeva k rasti podjetja, koliko pa da ga omejuje? Ta stvar je, tukaj se prav dosti pogovarjamo. Po eni strani je Slovenija super država za živeti, pa ful hitro lahko zarasteš na vzor, na drugi strani je pa samo okolje poslovno, sploh za neke nove panoge ni najbolj poslušno. Tu smo prepoznali že znotraj te industrije par let nazaj, ko smo ustanovili strateški tehnološki forum, ker dejansko se podjetja, kot je Outfit 7, Sportrader, FreeFS in vsi podobni, smo se združevali, zdaj je že več kot 30 članov, ker bi dejansko sploh radi tu industrijo postavili nekje na monitor. Če je prepoznana neka proizvodna industrija, taki fizični produkti, tu so pa nosilci celotnega gospodarstva, so neotipljiva podjetja, ki nimajo nekih fizičnih produktov, tista, ki pa prinašajo zelo veliko dodano vrednost. In tu prva stvar je ta, da je treba tu prepoznati, pa mogoče tudi zakonodajo oziroma omogočiti takim podjetjem, da rastejo. Če eno podjetje prodaja sam lokalno, mogoče zanj zakonodaja funkcionira. Mi, ki smo prisotni globalno, dejansko ni države, kjer ni našega produkta, se pokvarjamo z zakonodajo vsake posamezne države in istočasno zakonodajo države, kjer je studio postavljen oziroma kjer je celotna skupina postavljena. In tukaj pa je dosti prostora, ker se bi dalo kakšne stvari izboljšati in drugače spremeniti. Okay. Tlej, ko govoriš o neotipljivih stvarih, a to govorijo v bistvu o intelektualni lastnini, recimo? Točno to. Tukaj so razne aplikacije, razne tehnološke rešitve, IT rešitve, ki vzhajajo od zadaj. Dejansko je tukaj svetovalno znanje, ki izhaja iz tega. To so stvari, ki so o njih zelo malo govori, prinašajo pa veliko dodano vrednost in so ena stvar, ki je stvar prihodnosti. Zdaj pa, kako lahko to država prepozna, sploh da na svojo mapo in začne taka podjetja tudi dejansko spodbujati, da na eni strani ostajajo tukaj, nova se razvijajo, da pridejo drugi kadri iz drugih držav sem, to je pa tista stvar, na kateri se da delati. Drugo področje je pa tudi samo šolstvo. Šolski sistem super za neke osnovne stvari, ko pa prihajamo do specifičnih znanj, tega zelo manjka. Kot da je malo zaostal, so ene fakultete, ki delujejo bistveno bolj proaktivno, ene, ki so pa ostale
v sistemu, ki mogoče ne zadošča potrebam, ki jih vidimo danes, ko iščemo nove kadre. Ok, a si lahko tle malo bolj konkreten? Se pravi, ker si omenil, to se mi zdi ta dve pomembne točke. Ne? Prva je privabiti tujce, ne? Se pravi ljudi z visoko dodano vrednostjo, da bi prišli delati, naprimer v Slovenijo. Ne? Tle, a govoriva tukaj predvsem o davčnih obremenitvah ali še kaj drugega? Kombinacija obojega. Prva stvar je sploh, da nekoga privabi sem, zaradi tega, ker mu bo njegovo življenje tukaj olajšano. Ko govorimo o kadrih z veliko znanja, govorimo o tem, da se ljudje preselijo sem z družinami, z vsemi njihovimi osebnimi stvarmi, kako jim lahko dati neko okolje, ki bo za njih dejansko iz privat stališča tako, da boš hotel imeti. Govorimo že o mednarodnih šolah, tudi o davkih, o papirologiji, kako lahko nekoga sploh preseli sem. Na drugi strani, ko si pa omenil davke, tukaj davčno lih stvar ni najbolj spodbudna. Ko nekomu tukaj rečeš, tu bo tvoj bruto, ko vpraša, kakšen je neto, tukaj so pa velike razlike. Ko dobiš nekoga, ki se želi preseliti sem iz Danske, nekoga, ki se želi preseliti sem iz Cipra, nekoga iz Dominikanske republike, dejansko vsak malo zastriže s tem, koliko mu bo na koncu ostalo. Kaj jih pa prepriča, največkrat te ljudi prepriča znanje, ki je skoncentrirano v podjetjih, ki so v delni lasti Slovenije, ali so tukaj locirana, ali pa mogoče izhajajo iz tukaj in zaradi tega se hočejo seliti. Po drugi strani pa podjetja smo pripravljena plačati bistveno več za ta kader dobiti sem, ker prinašajo neko novo znanje. In ko dobiš to, ne raste sam podjetje, temveč raste celotna panoga znotraj države, znotraj nekega okolja. Zdaj, ko dobi ta pravi meč, je pa koliko je podjetje predvsem v trenutni situaciji pripravljeno prevzeti nase, da bo to lahko gnalo naprej. Ok. Omenil si tudi šolstvo. Ne? Eden izmed slovenskih časopisov je imel pred kratkim članek, da Hrvaška drvi z AI vlakom, ne, ki so kar naj bi implementirali v šole, medtem ko Slovenija mu maha. A tle govoriva midva o podobnem problemu ali kaj drugega? Jaz vidim bolj fundamentalni problem, ki je še par korakov prej se začne. Šole v teoriji so zelo super, sploh ko govorimo o fakultetah, vendar kadri, ki jih dobimo ven, niso pripravljeni na soočenje z realno situacijo. Če je bil prej tisti, ki je imel zelo dobre ocene, ful dober kader, ki se je lahko nekam implementiral, je zdaj najboljši kader tisti, ki mogoče celo ni končal vse izobrazbe, temveč je nabral kilometrino različne izkušnje. Spravi ima širino. In na tem se ne dela, oziroma se dela premalo. So primeri zelo dobre prakse, kjer o tem zelo razmišljajo in pripravljajo študente bistveno naprej. So pa eni sistemi, ki so zelo ostali od zadaj. AI, vsa baz, ki se zdaj o tem govori, mogoče je tu sam nek cherry on the top. Če bomo zdaj tu na silo upeljali noter, ne bo nikamor, noben mu pomagalo. Če pa mogočemo oziroma sprememo tu kot novo realnost in novo dejstvo, ja, dajmo s tem naprej. In tukaj prej so omenil Kitajsko. Kitajska meni fenomen, kako so iz tega, da so podpirali recimo razvoj mobilnih iger in vsega tega, pa ogromno investirali, v eni točki, ko so ugotovili, da obstaja tukaj kvazi zasvojenost, ustavili, pa so požrli ta tak velik cmok v grlu. Najprej investiraš, pa blokiraš. Zdaj so pa šli ne na silo, temveč na naravno spodbujati, dajte se učiti uporabljati AI toole, spravi orodja, na pameten način že v šoli. Ker to je dejstvo. Če se mi zatiskamo oči, da tu ne obstaja, pa dajmo tu mi eliminirati, ni fair. In tukaj me je zelo presenetilo, sodelujemo dosti z ekonomsko fakulteto, mnenje parih profesorjev, ki se tega zavedajo in dejansko pri svojih predavanjih še spodbujajo, da ja, dejstvo je, pomagajte sistem, dajte stvari, kakšna bojo vprašanja, kako lahko neke stvari rešuješ. Ker tu so skili, ki jih bomo rabili v prihodnosti, oziroma jih že zdaj rabimo. Ključna stvar je pa tukaj, mi se moramo naučiti to stvar uporabljati. Če pa delamo prohibicijo, vsi vemo, kaj rata, če daš prohibicijo. Rata stvar še bolj zanimiva. In pozna zaiti v tiste stvari, smeri, ki jih nočemo. Ok, se pravi, tle že govoriš o varnosti v AI-ju. Ne, jasno, varnost me ne skrbi. Bolj me tisto pameten način uporabe.
ker če vsi govorimo o AI-ju, enkrat sem rekel, še zmeraj stojim, AI je zame lopata. Če znaš pametno uporabljati, bo to super, če pa se nad dno zgražaš in rečeš, ne, jaz bom raje škopal žličko naprej ali pa še z rokmi, zato mi bo to odžrlo službo, je neumno. Dajmo razmišljati, ne delati kolibe, dajmo delati ene stvari, ki imajo ful veliko stvari. In tukaj imamo perfektno orodje, ki nam tu pomaga, vendar ga znamo na prav način uporabljati. Se pravi, prej sem te slišal, da si rekel, da diploma ni več glavni pokazatelj ustreznosti kadra, ampak da so izkušnje. Ne? A tle bi mogli nekaj narediti v to smer, da se bolj spodbuja, da je več tega praktičnega dela, več izkušenj. Kaj v tem smislu? Ja. Deljenje izkušenj, praksa, ki jo dobijo noter, kilometrina, diploma je še zmeraj super, sam je sam naziv. Mogoče jaz tako rekel, da je pokazatelj, da se je nekdo sposoben toliko stvari naučiti. Ali jih pa zna v praksi uporabiti, je pa druga stvar. In tukaj se vidi konkretna praksa, kako prideš noter, kaj narediš s tem svojim znanjem, kako se znaš obrniti, ta agilnost. In tukaj dela tisto razliko med nekom, ki je super dober teoretik in nekdo, ki je praktik, ki zna zavihati rokave in tu znanje ga je pridobil, spraviti v prakso. Včasih tudi na tak quick and dirty način, testiranje, povezovanje prek različnih disciplin, ne pa ostati samo v svoji niši in v svojemu nekem spektru in reči, to je pa moj vrtičk, to me pa ne briga, to me pa še briga, ne, dajmo biti vsi skupaj, ker stvari so ful povezljive med sabo. Kako pa vidiš, recimo, sploh prihodnost, rekel, šolstva, ne, glede na to, da prihajajo vse te nove tehnologije in da znanje je zdaj na dosegu roke praktično zastonj. Ne. A bomo sploh še rabili fakultete, v bistvu, če na koncev bolj rabimo praktične ljudi, ne, ki znajo to v praksi uporabiti? Jaz mislim, da jih bomo zelo rabili. Mogoče sam način programa bo mogel biti drugi, vendar orodja, ki so zdaj na razpolago, delujejo na učenih modelih. Se pravi, na stvareh, ki smo se jih že naučili, ki jih zdaj odkrivamo, tudi zame govorimo o pretekliku. Kako pa hočemo dobiti nekaj novega, tukaj se pa morajo zgoditi neke nepričakovane stvari in te prihajajo še zmeraj od nas. Upam, da bo tudi v prihodnje prihajali od nas. Tisti sweet imperfection, lahko narediš ti idealno stvar v muski, stvar bo zelo dobro vsunuti kot en mod orodje, vse boš po promptov noter, vendar ko žal nekomu tu poslušati, bo bil tako cool bro, that's it, nobenega feelinga. Ko bo poslušaš tiste stvari, ki te huknejo, to so one stvari, ki nisi bil na nje pripravljen, sploh niso bile planirane, vendar so tisti najbolj ključen element, ki te huknejo naprej. To so tisti disruptorji ali pa te momenti, ki jih hočeš dobiti. In tega ti nobeno orodje ne bo dalo. Tudi če boš napisal, naredi stvar neperfektno, še zmeraj se bo naučil na eni stvari odprej. Pravi, jaz mislim, da dajmo delati tudi v šolstvu, kreirati možnosti, da se nekaj novega zgodi, kreirati možnosti, trenutke za neke nove trende, ne pa sam jahati val novega trenda. Ker tukaj smo zmeraj en korak za drugimi. Ok. Se pravi, tle imamo v bistvu ljudje še vedno neko prednost pred umetno inteligenco. To je naša komparativna prednost. To je zmeraj naša prednost. Umetna inteligenca, orodja so sam super orodje. Niso pa tista stvar, ki nas bo nadomestila. Če misliš, to, ki govora, ali bo izgubil službo, dejstvo, eni procesi, ene stvari so lahko nadomeščene, kar je super. Ker dejstvo je, da se da bolj hitro narediti, bolj učinkovito, bolj natančno, več se da potestirati, ki bomo pa rabili ljudi, ki bodo znali razmišljati, kako te stvari uporabiti. Tako da mogoče določen del naših nalog se je že spremenil, se že spreminja. A nas bo to ohrozilo? Ne, če bomo znali poiskati nove priložnosti. Če pa ostanemo spet tisti Little Calimero nekje v kotu in sam govoriti vse nepravično, to nas bo pokopalo, vlak gre naprej. Ker smo ravno pri umetni inteligenci, no? Kako pa v bistvu umetna inteligenca vpliva, spreminja gaming industrijo? Ful pomaga. Ene stvari, ki so prej trajale, da si mogel prototipirati tedne, jih zdaj lahko naredi zelo hitro. Lahko zelo hitro potestira stvari. Ni pa tu končen produkt. Tako da jaz vidim ogromne prednosti v tem, da se to uporablja, da se zna povezovati.
kot nek štart vse skupaj, potem, ko delaš pa končni produkt, je pa tukaj tisti še zmeraj human touch oziroma tisti feeling, ki ga mora nekdo dati noter. Kam boš pa šel, kaj hočeš narediti, zakaj boš to naredil, to pa prihaja še zmeraj od nas. Ne prihaja od tega, da bo tam magic box, vržeš noter stvari in padejo ven rešitve. Ne vidim rešitve v tem. Trenutno še ne. Zdaj, mogoče, če se malo dotakneva procesa, samega procesa prva se recimo, ne vem, za neko novo igro ali kaj takega. A to vse pride iz vašega podjetja? To se spomnijo ljudje v vašem podjetju ali je to, ne vem, tudi odkje od zunaj pride, pa da vi to ali kupite, ali licencirate, ali kaj podobno? V vseh podjetjih so vplivi zunanji in notranji. Na eni strani so potrebe trga, spremembe navad ljudi, kam se vse skupaj razvija, na drugi strani pa tiste ideje, ki prihajajo od znotraj. Dobiti treba pravi meč med enim in drugim. Tako kot prepoznavanje trga potreb se vidi od zunaj, tudi daje neke indikatorje, kako bo pa zdaj produkt, kam boš razvil, izhaja ven iz podjetja. V našem primeru vse ideje so skreirane interno, dela se na njih, strategija se postavlja na podlagi tega. Ni pa ključen produkt sam igra, temveč filozofija, kako prideš do te igre. In tukaj pa ni proces od zadaj, temveč je spet tista, smo rekel, svetilnik ali pa tako North Star, kateremu slediš. To pa tisto, kaj hočeš biti kot podjetje. Nočemo narediti najboljše igrce za vsakodnevnega uporabnika. Hočemo biti podjetje, ki dejansko dela trenutke za ljudi, ki so na telefonih, ki so tudi zunaj telefonu, mi nimamo sami igrci, imamo tudi risanke, imamo fizične produkte, pa tudi brand, ki dejansko odraža naše vrednote. In to je tisto, kar izhaja iz podjetja ven. To ne more biti napisano nekje zunaj, ker potem si sam eksekutor. Kako pa prepoznavate potrebe trga? Če jih prepoznaš, pomeni rekel, da dejansko sam delaš exploitation, se pravi izkoriščenje. Trenutno so trendi, vemo, kaj se dogaja na TikToku, instant trendi. Če rečemo, da je tu potreba trga, potem to pomeni, da si sam ulovil en mičkan val, pa verjetno si že zamudil, ker ta stvar ratela trendi. Kaj vidiš, kakšne so potrebe trga, kam se tehnologija spreminja, pravi tukaj lahko adaptiraš in ko smo govorili prej o preteklosti outfita, Outfit 7 je bil s pravim produktom v pravem trenutku, ker so bili takrat hardware, se pravi telefoni, ogromno v porastu. In se je videlo neko nišo, ki sploh še ni obstajala. Možnost igranja igrc na telefonu, ki je bil prvotno namenjen komuniciranju. Spravi, tu so potrebe trga, ki jih je fajn zaznati. In tukaj govorimo o drugi fazi, ki je pa ta exploration. Ko ti ne več slediš temu, kar je zunaj, se pravi, ne delaš s preteklimi podatki, temveč iščeš, ki so potencialne priložnosti vnaprej, oziroma še boljš se odločiš in kreiraš priložnosti in delaš nove trende. In to je tisto, kar je fajn delati, kar je treba iskati. Ok. Zdaj nekako sva na začetku pogledala to 10-letno obdobje, a ne, se pravi, od takrat, je bil prodan Outfit 7, pa recimo do danes. Kako pa vidiš naslednjih 10 let v Outfitu? V bistvu to ti pa ne znam odgovoriti. Kar ti lahko tukaj zdaj rečem je, da trenutno verjamem v to bando in način, kako delamo. Stvari se spreminjajo zelo hitro. Od strukturnih sprememb, ki jih vidimo v podjetju, načina, kako delamo, kam hočemo naprej. In vidim, da tudi podjetje v določenih fazah rabi določene profile ljudi. Če rabiš na začetku ene inovatorje, nekoga, ki se upa dati jajca na mizo, da štarta s tem biznisom, potem rabiš nekoga, ki to stvar malo pohanja naprej, prije podjetje v zrelo fazo in potem rabi spet nek nov cikel. In kdo lahko to dela? Spet noben proces, temveč ljudje, ki so odzadaj. Kaj mislim, sem že prej rekel, določeni ljudje za določeno fazo v podjetju, mogoče je čas, da novi ljudje pridejo noter, pa spet poženejo ta cikel naprej. Pa da ne grejo to stvar na ta YOLO način, zdaj pa mi vse vemo, temveč se recimo, da mu reči, mi stari prci, znamo tudi umakniti nazaj in omogočiti tem ljudem imeti naprej, pa jih nekako mentorirati na prav način, da ne delajo istih napak, kot smo jih delali, da pa delajo svoje napake.
Zakaj je to fajn? Ker se pač mi tudi učimo na njihovih napakah in vsi skupaj rastemo. Ena stvar, za katero stojimo, outfit, pa jaz še 100%, zaposluj boljše ljudi kot si ti. In zato bom zmeraj stal. Ne rabim dobiti še nekoga, ki mi bo kimal in se strinjal z mano, ker to bo pomenilo, da bo pa vse skupaj šlo samo eno smer. Rabim dobiti nekoga, ki mi bo ruknil iz mojega komfort zona, ki mi bo rekel, prej sem omenil motorje in vse to. Kdaj sem najbolj napredoval, ker sem dobil bužha od sebe, ki mi je rekel, če sem ti pa čez tisto nas skočil in bil tako, hold my beer and watch. Zato, ko padeš, vidiš, ma veš pa, da je nekdo zdraven, ki ti bo motiviral in tehnal naprej. In to dela vse nas omogoča, da rastemo in da ratamo boljši. Pa tako pričakuješ, da bo ta trg, gaming trg, da bo rastel? Ne. Naprej? Gaming trg je že v zreli fazi in se je tukaj stabiliziral. Gaming industrija ne bo propadla, to je dejstvo, tako kot smo se bali za vse ostale industrije, stabilizirala se bo in se je že stabilizirala. Podjetja so se že dejansko konsolidirala vertikalno in horizontalno. Obstaja par velikih playerjev na trgu. Dejansko je Outfit 7, če vzamemo tega, da smo pod lastništvom Jinkeja, eden največjih samostojnih igralcev še na trgu, ki ni bil združen pod različna podjetja. Se bo pa tudi ta mobile gaming industrija je že šla v nek drug cikel. Ki ga jaz vidim, ena ful hitra stvar je, vsi se verjetno spomnimo teh H5 gameov, to so bili te web gamei, ki si jih imel, ko si prišel, ne vem, na Google kot browser, ki si imel možnosti igranja igrc. Te stvari zdaj dejansko zelo hitro rastejo navzgor. Tukaj je en tak sweet spot, kjer se bo lahko industrija zgleda, kot da je naredila korak nazaj, temveč ga dela naprej, ker se spet prilagaja potrebam današnjih uporabnikov. Cross platforme, ker dejansko zdaj imamo dva velika playerja, ki obvladujeta celoten trg, Google in Apple na drugi strani. Mogoče je čas, da pride nekdo tretji, ki bo vse te stvari na drugačen način konsolidiral. Mogoče ne rabimo več veleprodajnih trgovcev, ki delijo te aplikacije, temveč lahko sami skreiramo to okolje. In predvsem, kako dati uporabniku neko enovito izkušnjo, brez da gre ven iz ene aplikacije v drugo, temveč da ostane znotraj enega okolja, kjer ima vse na svojem mestu. In tu se že dogaja. Zanimivo je gledati tamale, kako igrajo igrce. Jaz sem navajen, da imam naloženih 10 igrc, pa bom šel z eno v drugo. Njim je nažalost, ali pa na veselje za dosti Roblox, ker ima vse izkušnje, ki jih hočejo, jih dobijo tam noter, pa jih delijo s svojimi prijatelji. Ali je to dobro ali slabo, jaz kot starš bom rekel, da je screen time, to je to, ustavite se, a njim se tu dogaja s to uro. Vidimo, kaj se je dogajalo s TikTokom. Še boljša stvar so pa spet tukaj Kitajci, ki v tem vidiku so mi ful fenomen, njihov WeChat, ki je dejansko postal enovita platforma za vse. Klicanje, komunikacijo, širjenje poslovnih stvari, plačevanje, v bistvu vse informacije. To je njihova enovita platforma, ki jo država kot taka podpira. Prej si omenil, da je čas še za enega drugega playerja, poleg Apple pa Google. Pa sem dobil vtis, da bi skupnost gaming kreatorjev skreirala neko tako platformo. Ne vem, ali sem te narobe razumel, ampak tako kot neka decentralizacija, ali grejo v to smer stvari? Tu so možnosti, da se gre v to smer. Zdaj pa, kdo bo prevzel pobudo? In kaj je? Apple in Google sta toliko velika, pa toliko integrirana povsod, da je zelo težko reči, zdaj bo pa nekdo tretji vstopil noter, ker je že tako korak od zadaj. So pa potrebe uporabnikov druge, in sem ti omenil WeChat, na drugi strani recimo TikTok, ker se pa dejansko ne kreira več direkten konkurent, temveč posredni konkurent, ki bo vse skupaj povlekel na nek drug nivo. In tega smo videli v preteklosti v industrijah že neštetokrat. Ko sta dva sam dela fine tuning na svojem področju, prišel je pa nekdo od zadaj, kot čisti underdog, pa vse skupaj prešejkal do konca. Ok. Jernej, zdaj sva prišla do naslovnega vprašanja. Kako lahko Slovenija prosperira v današnjem svetu? Pa Slovenija že prosperira v današnjem svetu. Sam preveč govorimo samo o negativnih stvareh, koliko se ne da, in pozabljamo na super zgodbe, ki so tukaj.
In če bi več teh zgodb govorili o njih, izpostavljali in dali tu upanje, ne upanje, vero, da se tu da, potem verjamem, da lahko prosperiramo naprej. Že v svojem podcastu si imel par super sogovornikov, ki so to dokazali. Outfit 7 si upam reči, da je eden od njih. Verjetno verjamem, da je boš imel naprej še ogromno. In to so ljudje, ki so to že dokazali. In dajmo se učiti od teh, ker če bomo ves čas iskali razloge, zakaj se ne da, bomo zmeraj ostali odzadaj. Če pa si rečeš, ja, ko sem rekel prej, daj prim moje pivo in ti pokazal, kako se to naredi, pa se pa dajati naprej. Okolje ne sme biti izgovor. Ker če bi bilo zmeraj okolje izgovor, pa se ne bi nikamor premaknili naprej. Pa ni potrebno, da iščemo samo velike zgodbe znotraj tehnologije, IT-ja in vsega tega. Obstajajo super zgodbe tudi iz tako zelo klasičnih, old-fashioned industrij, ki so pa brutalno dobre in ki se je treba iz njih učiti. No, prej sva omenila, ne, da je bil to prvi slovenski samorok, ne startup samorok. In zdaj, če pogledamo, ne, je v bistvu tudi edini. Ne. Od takrat nismo imeli nobenega milijardnega startupa več. Ne. Zakaj misliš, da je temu tako? V bistvu jaz pa mislim, da jih je bilo še kar nekaj. Vsi Sportradar, Zemanta je bila podobna stvar. Tu so ideje, ki so prihajale iz ljudi iz Slovenije, ki so zraste, ki se ni nujno, da so se prodale za milijardo, a so se prodale za več, ker številke so, tu so posledice vsega skupaj. Jaz vidim tukaj Pipistrel, pač izhaja iz mojega okolja, z Vajdošne. Tu je zgodba, ki vem, ki se je začela, pa ko zdaj gledam vse skupaj, se sam tako fuck no fucking way. Tu so tiste stvari, ki te inspirirajo. Tako da čas je zmeraj za to. Ni pa nujno, da se taka stvar proda. Ker tukaj govorimo zmer samo roh, ko pride do prodaje. Tukaj so podjetja, ne se tukaj naredijo in ne tukaj ostanejo. In to je to. Naslednji, Akrapovič, ker sam gledaš iz garaže, postane zgodba, ker noben ne fura brez novega vzpuha. In še nešteto drugih. Kaj pa bi rekel, v čem smo v Sloveniji res dobri? V tem, da si upamo. Da je mentaliteta tista, ki nas ne drži nazaj in reče, da tu se pa ne bo dalo. Temveč je zelo velika skupina ljudi, neka kritična masa, ki dejansko se ne drži okviru in išče rešitve, kako iti naprej in živi svoje sanje. Ne vem, če je to tako unikatno za Slovence, verjamem pa, da je to stvar imamo. In dejansko moramo podpirati in verjeti v te ljudi. V čem pa nismo dobri, v tej podpori tem ljudem. Ker prevečkrat iščemo razloge, zakaj pa mu uspelo, meni pa ni. Namesto da bi rekel, tako smo temu uspeli, hočem z njim govoriti, hočem deliti svoje izkušnje, hočem govoriti o svojih pejnih, ker sam na ta način bom rasel naprej. In vidim, da je eno tako ful fajn okolje, skupine ljudi, različne interesne združenja, ki to podpirajo in dajo možnost za naprej. Ok, se pravi, na eni strani pogum, na drugi strani pa nas nazaj drži mentaliteta. Mal tak, ful povšalen zaključki, da je mentaliteta, sami sebe držimo nazaj. Kot da bi stopil na gas, pa istočasno imel ročno zategnjeno. Dej, spusti se. In priznaj se, da pač ne bo zmeraj uspel z vsako stvarjo, ogromno padcu bo, kar znaš, je pobrati se po padcu in reči, grem naprej. Pa tudi ne delati sam tisto, v čemer si bil. Zase, če bi ostal v temu, kar sem bil prej, hardcore finančnik, verjetno nikoli ne bi prišel sem. Pa kar je mene tukaj prepričalo za priti na Outfit 7, bo dejansko ljudje, ki sem jih videl, ko sem prišel na razgovor, ko mi je bilo ponujeno. Pa ni bilo vprašanje, koliko bom dobil plačano, kaj se bo zgodilo. Bilo sem tako, jaz hočem biti del te skupine, ki vibe je pravi. In to je tisto, če znaš zbrati prave ljudi skupaj na kupc, pa se vse da. Ok, pa rečva pogum. Mislim, da je to super, Da, to. super beseda za zaključiti tole vprašanje. Jernej, imava še par hitrih vprašanj. Pa me zanima, uspeh Talking Tom. Koliko je bilo sreče, koliko je bilo strategije? Če lahko v procentih recimo. Prav trenutek ne pravim v cajtu, s pravim mindsetom, jaz bom rekel
jajca na mizo in zaupanje in vera 80%, prav produkt, se pravi Talking Tom 20%. Vendar eno brez drugega ne bi funkcioniralo. Se pravi, karakter je bil tak, ki ni imel imena, bila je mačka. Ko so dali ime in so vedeli, kaj hočejo narediti z njo, to je bilo pa tisto, kar so dali founderji v tistem trenutku naprej. Da zmeri mora eno z drugim. Kaj je pa bolj pomembno? Tukaj se mi zdi, da je tisto žmoht, ki ga ima skupina, ki dela na temu. Če bi danes začel z nule, bi Talking Tom lahko uspel v današnjem App Store svetu? Verjetnost ultra majhna. Mislim, da ne. Brez enormne investicije od zadaj, pa tukaj govorimo o 100 milijonih, samo neko distribucijo, ne bi uspeli. Zatem si upam stati. Okay. Prej si omenil screen time telefone. Me čistko zanima. Ali podpiraš te omejitve, ki so zdaj v planu, da se otrokom do 15. leta ne bi dovolili uporabljati družabnih omrežij? Mislim tako, če mi kot starši ne bomo znali tega na način kontrolirati, oziroma če ne bodo otroci videli, da preživljati čas sam na telefonu ni najbolj pametna stvar, potem nobena prohibicija tega ne bo rešila. Zmer se dobi načine, kako priti okrog. Tu vidimo z vsem, Avstralija, ko je tu uvedla, dejansko se uporaba tega ni nič spremenila. Sam je pa lepa etiketa, nek smo naredili v tej smeri. Če pa naredimo na podlagi izobraževanja, ozaveščenja malo več, pa se bo pa stvari spremenile. Pa tako recimo, parkiri starosti se ti zdi, da je primerno, da otrok dobi pametni telefon? Če bomo gledali po mojih, kot najstniki imajo, govorim 10 let, oziroma 11 let, hčerka, koliko časa na njem preživi, je pa moja odgovornost in kaj bo delala. Se pravi, katera aplikacija bo imela gor, gre pred parental kontrola in o tem se pogovarjava. Ali pa lahko vsako stvar kontroliram? Ne. Kaj pa lahko narediva z mojo partnerko, je to, da dejansko čas, ko smo skupaj, zapolnimo z drugimi stvarmi. In ni tako koristimo telefone za isto stvar, ki doda dodano vrednost, ne pa za tist just pasa tempo, se pravi, zdaj se mi pa ne da ukvarjati, bod na telefonu. Ok. Pravi, očitno, kako se to dela? Ne? Zmeri. Kako bi v enem stavku ali v parih besedah sebe opisal kot vodja? Jaz bi rekel tako, kot en član od bande. Sem tam, ne znam biti strikten, ne znam biti rdeč, da bom zatežil. Včasih se vidim, da sem preveč popustljiv, bom znal pa špikant v tem pravem trenutku, na prav način. Kar pomeni, da bom vrhal ven iz comfort zona nek način razmišljanja, pa pohnul naprej. Zakaj sem rekel banda? Zato, ko smo špilali muziko, nikoli nismo bili perfekcionisti, jaz se zavedam, da nisem perfekcionist, znali smo vzpostaviti povezave. In če imaš te povezave s svojimi drugimi člani na isti valovni dolžini, pravi, ni treba ogromnih procesov, da bomo prišli do zaključka, temveč samo to, da se pogledaš in začutiš, kam gre, pa bo stvari štimale. In to je tisto, kar se trudim delati kot vodja, kakorkoli že imenuješ to stvar. In še zadnje vprašanje, Jernej. Lihkar smo imeli volitve, ne? Če bi bil minister za gospodarstvo in bi imel to možnost, to moč, kaj bi v Sloveniji spremenil? Ne bi hotel biti minister. Tako ful. Bleso odgovoriti, da kaj bi spremenil? Najprej bi šel do tistih, ki so v gospodarstvu in se z njimi pogovarjal. Ne bi štartal z pisarne, štartal bi na Battlefieldu, štartal bi s temi ljudmi, ki so že naredili nekaj in razumel, kakšne so potrebe, kako spreminjati, bi pa delal vse te stvari na podlagi tega. Pravi, gospodarstvo obstaja, ali imamo ministrstvo ali ga nimamo. Bi bil pa zmer način, kako maksimizirati vrednost. Zdaj pa, kaj pa rabi vlada oziroma minister narediti, razumeti, da bo tu še bolj pospešil naprej in omogoče bo ta stvar rasla. Ker če bo okolje te pravo,
potem bo Slovenija kot taka lahko rasla naprej. Drugače pa se bo dobilo načine, da bo dejansko vse stvari šle ven iz Slovenije in bo tukaj ostalo samo še tisto izvajalske storitve, neki servisi, ki nimajo dodane vrednosti. Tega pa noben noče. Jernej, jaz se ti zahvaljujem za tvoj obisk in za super epizodo. Hvala, Martin. Poslušalci, hvala vam. Se vidimo naslednjič. Čau.